Meni je ful bizarno gledati posebej naše športnike, tudi kot tebe, in mi ni jasno, kako si lahko toliko boljši od vseh ostalih. Pač vem, da prije talent, trening in vsema, kako si lahko take kilometre pred ostalimi. Tukaj bi mogel priti naš jingle, samo ga še nimamo. Let's go. Dober dan, dobrodošli nazaj najboljši podcast v Sloveniji. Šani podcast, like, comment, share in subscribe. Danes z vami Rimanič, Jure. Jure, koga imamo danes naši desni? Danes je z nami Toni Vodišek, svetovno znani kajtar, bodoči olimpijski zmagovalec in tudi primorec in v redu Fantina. Dober dan. Lepo pozdravljeni vsi. Govori v mikrofon. Lepo pozdravljeni vsi, upam, da me slišite. Tako. Te slišijo. Kako smo, Toni? Evo ga, super, po dolgi soboti smo zdaj tlele. Smo se malo gledali za uro, da ni bila prezgodnja. Tako da smo vsi prišli k sebi, se naspali. Tako je. In ja. Dobro smo se uskladili. Mi vedno začnemo naš podcast z našo člani škatlo vprašanj, da malo razdremo led za naše poslušalce. Mislim, da razbijemo, samo ne zna govoriti. Ja, sem še zjeban, čisto sem vija. Tle ni več vprašanj od kakšno sadje bi si dal govoriti, do kaj je smisel življenja. Jaz si zločil ven. Ker je prefiltriral, tako da potegni. That's what he said. Katera je tvoja najslabša navada? Kaj te vrnem nazaj? Ljubim preveč. Kaj zdaj govorim, ali kot to? Ja. Kaj bi rekel, moja najslabša navada, malo gledano na šport, pa to je definitivno tej večerni, ne TikTok ima, YouTube Shorts in to je smaljači, pa nisem na tem TikToku. Ti si boljši od ostalih. Tako, in pol z tej YouTube Shorts in to, ne, in gledaš 1, 2 in je ura že 2, 3 zjutraj. Okay. Da, Kaj pa še kakšna druga navada slaba? Ali imaš druga samo... slaba navada... Same dobre, Igor. Same dobre. Ja, tako, sebe samega težko kritizirati, ne, to bi mi mogel mogoče kdo kaj drugi bi kaj več in lažje Ma kaj več zapovedati, ampak ja. Po mojem, ja. Ampak kaj drugega, pa tako, kdaj bo kaj preveč rekel, no. Pa kdaj, si direktor. Mogoče kdaj tudi preveč, ja. Dobro. Kaj pa tvoja slaba navada, Matej? Da zamujam. To provam ne delati. To imaš pravno neko tako iz rokava potegnjeno. Imaš kakšno? Pa ne, ta je najbolj. Prvo drugič spet ponovno, danes bil spet pozen. Mene vedno zjebe, ker moram iti hitro na WC in pol ta WC se mi malo podaljša in mi zjebe moj urnik. Tako da to WC kriv, Jure, pa tvoja. Moja slaba navada. Pač to hočem popraviti, sem opazil zadnje, da to delam, da včasih nisem prisoten v pogovoru. Ampak ne na podcastu s kakšno osebo, ker vmes sem ono... Tebe fulkrat, ko vidim, kakšenkrat zonaš out. Pač ja, zonam out, ja. In pač pol me ljudje sprašujejo, ma kaj ti grem na živce? Ne, sej ne. Samo pač... Meni si zanimiv. Ne, to, ne vem, pač... Ja, to se moram navaditi, včasih malo overridati. Ni vse v tebi, Jure, ne? Moraš se pripraviti poslušati tudi druge. Ni bil problem to. Dobro, kaj si kaj delal ta teden, Jure? Nič delal. Fitness. Treniral. Polje delal. Kopal sem se v morju vsak dan. To pa je. Pač ja, to je zame ful, pač, da si najdeš vsak dan pol ure, da se vršiš v morje. Res dober feeling drugače. Zdaj, ki je prazno in morje je malo bolj hladno, je fantastično. Res. Je še sezona? Česa? Ja, zasid kopat, ni mrzlo? Ne. Mislim, ni mrzlo, ne. Ne vem, okej, dobro. Ja. Perfektno, ni več 40 stopinj, zunaj voda ima 25, zunaj je 28, 30. V nulo je. Kaj sem še delal? Bil sem na mandatu z enim kolegom. Dobro, in je bilo ful dobro, smo se ful pogovarjali o biznisu in o lifeu. Ful v redu Fantina. Mogoče bo kdaj prišel na podcast. Tako da ja, imel sem ful dober teden. Ful, bom rekel, po dolgem času, produktiven teden. Tako, evo. Sem prišel zune moje, ko bi rekel, ne toliko produktivnega tedna. Tednov. Super. Kaj pa ti, Matej?
Ja, se zdaj, da se Koliko tebi imaš malo ti za pohvalim, ne. povedati? Tle imam enega zelo uspešnega športnika, tle imam tudi enega uspešnega, počasi uspešnega režiserja. Jaz sem bil na Veneciji, na filmskem festivalu. Na Veneciji. Ja, no, zakaj sem zjeban, ker včeraj smo prišli pozno domov. Sem bil v Veneciji na filmskem festivalu, smo imeli naš film, se je predvajal in tam smo spoznali dosti pomembnih ljudi. Spoznali smo prvega milijarderja. Bravo, koga? Sem pozabil, kako se kliče. Imam vizitko, imam fonsko, imam vse. Kako veš, da je milijarder? Ker smo govorili z njimi, nam je povedal naš producent, kdo je to, kaj dela. In za reči, na festivalu ne, koga lahko spoznaš najbolj pomembnega. In smo študirali, kaj je organizatorja festivala, direktorja festivala. No, ta tip izhaja iz družine, ki je naredila ta festival traja že 80 let in on prihaja iz družine, ki je pripeljala elektriko v Venecijo. Tako da oni so že ne vem koliko let generational wealth milijarderji in on je tip tako nek veneški royalty. Čakaj, Tako da daj povej ful malo jak več o njemu. Torej, kaj z elektriko so se ukvarjali, on je pač Tako pa je, so začeli, so pripeljali elektriko, stari časi, so pripeljali elektriko v Venecijo, to so pol prodali, razvili, ful denarja in zdaj, ja, so začeli ta filmski festival in zdaj puni, imajo side biznisov in vsega in milijarder. In je postal tip ful naš fan. Tako da je Ko rekel, veš, da je milijarder? ker je povedal naš Je rekel, producent. da je Ja, mi milijarder. smo vedeli, da je to ful je smešno, ki je tako 85 let star tip, Italijanček, mali nonod, bel, ful poven življenja, tako ful jako to in spoznali smo še bivšega prime ministerja Italije. To je? Sem pozabil ime, pravim, z imeni nisem dober, ne, pozabil sem samo Ker en je napisal, smo umrl, zato spoznali. zdaj pred kratkim, ne? Enega bivšega smo spoznali. Berlusconi je umrl, on je bil prime minister. Ja, unega ja, menim, da je bil ta po Berlusconiju, smo nekaj slišali. Smo pa mi prespali pri eni naši kolegici, starejša ženska, lani smo spoznali na festivalu v Veneciji, videli enkrat v življenju in smo ji pisali, kaj slučajno imaš kakšno tako dober hotel, da predlagaš, Airbnb ali kaj, ki je vse zabukirano, z namenom, da bi se ona ponudila in lega zlomka, ker se je res ponudila, je rekla, lahko prijeste k meni prespat, imam tako eno sobo viška. In kdo se je žrtvoval? Smo se zmenili, da se Luka žrtvuje, ki je bil z mano. Jaz sem se pa z mojo Prav zdilal. ti imaš rad starejše. Zdilal sem se z mojo, da ji lahko dam enega ljubčka za lahko noč, ampak Luka pa mora prevzeti drugi del, če bi prišlo do tega. Smo se vse zmenili. Ful prijetna ženska, ful brihtna, pametna, ima stanovanje v Švici, Španiji, Rovinju in v Veneciji. In to je ta life, je rekla tako, v Veneciji, ko postane mrzlo, ona gre v Španijo in tam je po zimi 28 stopinj. In tako ona šalta, in ko se želi sneg in tako mrzlo gre v Švico in tako šalta ona malo med bajtami. Kaj pa dela? Bajo nepremičnino. Razen mladih fantov. Ni bilo nič seksualnega tukaj, samo prijatelji smo. Mislim, jaz ne vem, če obstaja. Zakaj, kakšen interes mora biti prijateljica z vami? Ja, Razen mladega mesa. ja, ti pravim, da imaš, ko si starejši in imaš mlade okolje, se počutiš mlado, veš, poln energije. Se ti dogaja v lifeu. Mislim, a da bi obrnili stran, da bi bil nek star tip, ki bi prišle mlade punce k njemu. Tudi, pač, ne bi bilo nič narobe, so prijatelji, Jure. Razumeš? Ne, Veš, kako zveni, ne? Če je drugi spol, ne? Je malo tako. Imam eno sobo za dve mlade punce, ki pridejo v Venecijo na filmski festival. Pa In en star tip, ki ima hišo v Švici, v Milanu, v Rovinju. Prijazen dečko. Hočem reči, bodi Ja. pozoren, no. Ne, Previden. ful pametna ženska, dala ful skozi v lifeu in ful živi po principu delaj dobro in dobro se ti bo vračalo in zato tudi nam je rekla, kaj se smeješ? Kaj je bilo smešno? Pravim, ful pač brihtna ženska, kaj je? Nič, nadaljuj. Ja, ti pravim, hudo je bilo to, ki nam je tako vse razlagala, kako ona živi dobro, samo daje in tudi nam pač daje pač dobro voljo, pozitivo in rada pomaga ljudem, ne daje, no jebem ti, Jure. Sončica. Ampak ko ti si zdaj sprdaš v teh starih Italijankah, Yes. smo prišli na eno žurko, ta naš producent fucking šefe tip, smo rekli, dej, kaj je tle kakšna žurka in tip nam bom zrihtal. Ok, in smo prišli na neko full ekskluzivno žurko v Veneciji po festivalu. Je bila tako vrsta za normalne ljudi in vrsta za VIP. Posebne. Ja, za posebne. In on je šel kar mimo une vrste za posebne
In tam prišel, pazi, do ograje in se zmenil z uno, kaj lahko prijemo noti, to una, ne. Govoril z njo 5 minut, čez 5 minut prišel do nas za pesnicami, gremo not. Nobenega ti nam tam ni poznal, ne nič, zrihto žurko. In pol na žurki nam je pač predstavil tam kolegice. In valjda, ki on je starejši, nam je predstavil stare Italijanke. In pol smo žurali starimi Italijankami. In ga tam densali Pač starimi to je Italijankami. taka film, to so pač sanje vsakega režiserja, da ima stare punce. Ja, S temi starimi Italijankami prav. investitorke. Tip gre v festivalu, no, tako, same mladenke, vse igralke so tam, tipo, no, vse stare babe pobral Matej. To smo razgledali z Lukcem, pa fakt mi ne vem, ali delamo kaj prav, ali delamo kaj narobe, pizda. Mlade, nič, lik tako, čau, stare, vse so hoteli. Ja, pa se takih mene jave 5%. So jih pecali tam eni tako 50-letniki tipi okrog neki mimo njih, so šle strani prišle. Ja, to je statusni simbol zgleda, ne, da imaš mlade fante okoli. Tako da ja, plus, tle je bil fule primer, da obleka naredi človeka, mi smo bili v Veštitu, Metuljčki in to, kamorkoli smo šli, so nam spustili, povsod smo lahko šli. Varnostniki sploh niso pregledovali nič, najbolj fancy hotel, kar nas spustili notri, ker smo pač zgledali, kot da spadamo, tako da... Ja, lep feeling, član, tam če imaš Metuljček v rekelcu spadaš, punca z dolgo obleko, to neki v filmu izvoli. Ja, Tako da, bilo lepo v Veneciji, no. In kaj si kaj v Veneciji spoznal gotovo? Malo povej. Kako je Ne, bilo? ne, To to- tvoj screening filma, nisi nič povedal. Ja ne, to je bilo pač, smeljeno privat, pač screening našega filma. Kaj da meni privat? Privat v smislu, kaj pomeni privat? Ja, ne vem, kaj je bilo, 20 pač- ljudi, 10? Ne, tako enih 30 folka je bilo in si se mogel prijaviti. Kiri film? Ki smo ga delali v Rimu, Bergamu. Torej, oni Siciliji. vaš promocijski kind of. Kratek film, bil je narejen za promocijo mest, pa potem, prvotna ideja je bila za promocijo mest in pol smo ga mi to obrnili, da je ratov kratek film. In ja, smo ga predvajali, ta naš italijanski producent je povabil enih par ljudi tam in so pogledali, pol pominglali, pohengali, tam spoznali malo koškome, dobili enih par vezi in to je to. Bi bil aplauz, so bili nadušeni. Ja, so vsi ful pohvalili, bil ful kreativen, ful ušen film in to je to. Zdaj pač delati in follow-up na teh vezah. Top, lepo, bravo, čestitam. Hvala, pol smo šli žurati in drugi dan smo šli domov, tako da kratko, sladko. Ja, Top. šara Italijanke. Stare, ne? Si videl tudi kakšno lušno mlado? Ok, to jaz imam popone, ampak z vsem spoštovanjem to je tako, Italijanke so lepe punce. So. To je spomniš, ko Lepe punce. smo se pogovarjali z Aljotom, da v Italiji je primanjkljaj moških. Ja? Tako da je več verjetno, da dobiš Italijanko kot Slovenko. V starostni skupini od 25 do 54 let je v Sloveniji 11% več moških. Ja. Tako da je teže dobiti mi žensko. To tle, pomeni, da mi, ki imamo tlele, smo alfe, smo oni tajači. tipo Mislim, ja. In pol oni ostali so... Mislim, veš kaj, vi dva, ki imate zdaj stalno punco, ne, ste tako malo manj, ne, veš. Ne, tudi te grafi so rekli, ti imaš mlajšo ali starejšo. Mlajše, samo eno je... Čakaj, tudi to so rekli te statistike, da če imaš mlajšo, si jači. Dej, povej malo od začetka, daj si začel kajtati. Kdo te je navdušil? Mislim, jaz malo vem, ampak... Ja, kaj, začel sem že ko mali, odkar se spomnim, sem imel to malo padalo v zraku, se je oče že prej kajtal, pol 2006 smo začeli tudi voziti na tem tipu, delati trike in to. Opa. Takrat smo začeli tudi z jadranjem na Optimistu, sem Kopru, bilo malo tako, da ni bilo lih toliko vetra in ko je bilo bolj zabavno iti kajtat, ko jadrat in smo šli pol naprej na kajt. Pardon. Oče je pol tudi tekmoval, bil dober, 2011 je bil, sem zdaj, 11 ali 12 na svetovnem prvenstvu. Da si še malo bliže mikrofon, dej. Premakni si ga, Ja. Tako, ne, da bi naj bilo rečeno, da bo tudi takrat 2012 šlo to na olimpijske, kar pol ni šlo. Ampak v redu. In takrat imam tudi poškodbo hrbta, hernijo, operiral, sem nadaljeval jaz, mislim. Profesionalno pol, ne, začel tekmovati, imeli smo doma opremo, ne, in enkrat, veš kaj, postaneš ti fizično malo manj sposoben in zaradi operacije in vsega tega ni mogel več sami, pol začel igrati to igrico, ki se kliče Toni Vodišek Edition Kite, ne. Ja, je začel tebe malo... Ja, in pol z mano mene smo šli, pokazali nekaj talenta
In kaj že od 2016 sem bil med prvimi 10 na svetu in vse 3-krat zapored svetovni mladinski prvak. Okay. In to. Pol prešaltali 2019 v člansko kategorijo, kjer letos sem zmagal 3 svetovne pokale. Predtem v 2018 sem bil drugi na olimpijskih za mlade. Zanimivo tlele, da ni bil lih ta moja disciplina, je bilo nekaj drugega. In sem treniral 2 tedna pred kvalifikacijami. Sem zmagal kvalifikacije in 2 tedna pred olimpijskimi za mlade, ne? Tako da... Ok, flex. Mal flex, gledam to, folk treniral po 4 leta in pride en z male Slovenije, ajde, ne? Top. In ja, kaj, pol 2019 smo imel pol prvo večjo poškodbo, je bila, strgal sem vezi, sem spahnil ramo. Kako ti je to uspelo? In ja, to smo bili v zadnjem svetovnem pokalu leta na Sardeniji, kjer smo z vetrom dol sem vozil, to pride do 35 plus vozlov, kar je 600-780 km/h, tudi pride gor. Oh, fuck. In ja, plastična vrečka v vodi in greš, da si predstavljati, najlažje predstavitev je, da ti si na skejtu in ta skejt je tipo 1 meter v zraku in te vleče avto. In zdaj si ti predstavlja, da je neki bam, te spodaj ste čisto ustavi. Fuck. Samo dol. Hard stop. Hard stop, ne, in voda tam ni več voda, ne. Čakaj, ima si foilov, ne? Ja, to na foilu. To malo razloži, malo mogoče kaj je foil, ker ljudje ne vejo. Vse na foilu. Hidrofoil je predstavitev nekega letalca, karbonskega, ena karbonska velika kobilica, kot imamo sedaj, kot imajo se barke, in spodaj pol pride letalo, katero dobesedno pol ti letiš in dosegaš tašne velike hitrosti. In zdaj še enkrat v slovenščini, za vse nas, ki ne vemo, kaj je to, kakšna kobilica, kakšno letalo, what? Kot to zgleda malo lik, da si predstavljajo. Ja, takole imamo kobilica. Kaj je to? Jadro? Kobilica je taka... Kobilica je karbonski del, kateri gre iz deske v vodo. Okay. In imamo pol tukaj spodaj dobesedno model letala, karbonsko narejenega, na katerem pol voda gre. Ne? In to je fizika nekaj, jaz nisem dovolj pameten, da bi to izumiti, ampak sem dovolj pameten, ko se to vozi. In kako gre voda okoli gor dol in za pravim pritiskom se to dvigne, spusti levo, desno in ti pol na dosega visoke hitrosti, tako, ja. In ja, me nazaj. Ja, to vozimo. In najbolj zanimiva stvar tega res je, da še v našem malem Kopru, kjer ne piha toliko dosti, lahko dosegamo zelo visoke hitrosti. Ne? Sedaj sem bil na kvalifikaciji, kaj je bilo že test event, proba eventa za olimpijske v Marsejlu, ker bomo tudi imeli olimpijske in je pihalo 10 vozlov, kar je za reč nič. Koprski majstralček, veš, ko piha, malo piha, ni tako vroče. Niti ne čutiš, ni tako malo. Ja, ni to naborje. Ne? In že na temu sem prišel, da sem vozil 64 km/h. Wow. Tako da najboljša stvar tega je za neke tašne kraje, kot smo jih imamo tukaj, ne piha dosti, greš lahko res hitro. Ne? In že ko sem bil mali, mi je bilo to zanimivo, vsi prijatelji in to zipi, varam se, 6 nor, ko sem jak. Majstor, jaz sem ti motor na vodi te hitrosti. Ne? Izda hudo. Čakaj, in bolj, ko si se poškodoval, koliko je trajalo, da si se... Ja, takrat je bilo to, sem pol se odločil za operacijo, sem gledal, da... Okay. Prva stvar, smo šli tam v Italiji, na Sardeniji, v kliniko, kjer so me povlekli noter, me pregledali in poslali van. Sem čakal 4 ure. 4 ure sem čakal, ni bilo nič. To je bila sobota, popoldne, in se poberem van, rečem, te niso resni, grem prvi bar, vzamem pivo in rečemo vse to, gremo domov. Jaz v nedeljo pridemo domov, res, in kaj je bila nedelja zvečer, na 6. ura, in majstor doktor je prišel k nam in me pregledal in vse tako. Za vse kritike slovenskega zdravja, smo dosti boljši in napredni, kot karkoli imajo okoli nas. Ne? Wow. Tako da, ja, pol pa je bilo za operirati, sem šel do doktorja Ambrožiča, Bogdana v Kopru in smo naredili pri njemu na hitro operacijo naslednji teden
In takrat, evo ga, zdaj sem malo večji, ne, ko me vidite, takrat sem po operaciji sem doma jedel kokice, gledal Netflix, sem prišel na 115 kil. In ja, no, ampak po mojem je bila to velika napaka, da sem šel operirati. Ali pa ne, no, vse ne. Zakaj pa, misliš? Zakaj je naslednje leto, 2020, ok, tudi spet je bil COVID, malo sreče, da je bilo vseh tekem manj. In sem prišel in pol reč sem bil prvi, res daleč prvi, da sem vse te tekme zmagal. Tako, ko gledate danes Janjo Garmoret, kot je včeraj na svetovnem pokalu rasturala. Shoutout Janja. Točno tako, sem bil jaz tisto leto in pol 2020 pridem in na Evropskem prva tekma po 6 mesecih, nisem dal nič, sem bil 5 in sem se ono prav počutil. Peti od 35, verjetno. Prosim? 5 od 35. Ne, 5 od 120. No. Moraš še vedno dati v Če greš kontekst, iz 1. na 5. si ne. Ja, pa dobro. Ejte. Kaj pol to te je streznilo, da se spraviš? Ja, pol smo tlele prišli v nogometni klub, ker so mi omogočili trenirati v njihovem fitnessu. Sem predstavljal Matica Tepeša, s katerim smo pol tudi to ramo spravili in omogočili, fizično dvigali moč na rami. In ja, pol smo pa imeli še poškodb je bilo, kaj je bilo naslednje leto na Dominikanska republika. Prvi dan tekme, nekaj se mi zgodi, padem in izpahnem ramo, tlele zlomim. Ma vedno isto ramo, to si jo To je bila spet isto, ja. In prijem tam ven, pač sem si jo na vodi sam dal noter. Kakšen je gib za dati nazaj noter? Ja, v tem primeru je bilo enostavno, je bilo tako, ne, sem si jo dvignil, tlele se pač zalokiraš noter in sem si jo potisnil not. Ne. In to samo skoči nazaj. Ja, mislim, ne samo, no ti. Moraš ga... Tako, ja, tako. In se tudi letos, kaj sem bil v Dubaju, sem padel, je ostala tako rama in jaz hočem dati naprej, pa ne gre. Pa to spet ista roka. Ja, ista, se povlečem čez, pa ok, gremo naprej. Ampak ne... Ni bila najbolj vesela šefica, ko smo prišli ven, ampak v redu. Ja, to si ti kjer natrga kakšna kita? Ja, prvič sem strgal vezi, drugič sem pol tlele kost neki zlomil, katero pol nisem operiral, to je tekme tam, sem si rekel, sam sem si nekako povezal in to, in tudi vozil več ali manj z eno roko, in še vedno zmagal. In sem si rekel, nema veze, kaj, poškodba je, živi pa se enkrat, nisem šel zdaj na drugo stran sveta. Zastonj, tako, ja. In, ja, zdaj po mojem največja poškodba, huda je bila lani na kraju, ker smo imeli leto svetovno prvenstvo. In sicer kolena, sem strgal vezi v koleno. Kako pa ti je to uspelo? Dela, ena noga sprednja se je spustila, zadnja je bila še vedno v zanki, se obrnilo, razseglo. Se je spustila, ker ti je strgala, ali si ti naredil napako? Ne. Sama noga načeloma pade ven, ne? Ampak tam sem imel zelo noter, zelo veliko. A ti je spolzela skozi, ali kaj? Ne, ni li šla skozi, ampak tako, ko prije tlele čez, kot je šlape, za reč, da mi jo ni spustilo, ne? Ni obrnilo nekako. A nisi mogel dati noge ven? Ja, in v unem momentu se to zgodilo. In pol to je bilo lani in nisem povedal, ne, to je bilo predlani, nisem povedal nobenemu, ne očetu, ne nobenemu zdravniku, povedal sem le fizioterapeutu in trenerjem, da smo pač dvigali moč na temu in vse. In pol lani na svetovnem prvenstvu, da če brez opornice, brez nič, ne vem, če kdo kdaj kaj gledal, smo bili v mesta, prvi DNF, pač nisi končal, not finish, ne. In to je bilo ono, ko se mi je kaj zgodilo, malo zabolelo in sem samo ustavil in šel spet na štart čakat novo. Ko misliš čakat novo, razloži to, kaj si misliš? To, da pol nimaš kaj slabega rezultata, ali samo not finished. Ja, ne, to je did not finish pomeni, kot da bi končal v regatu zadnji, ne. Mi imamo dobesedno jadralsko polje, 0,9. Čekaj, kaj si hotel s tem reči, da si šel nazaj? Nisem tega razumel. Nisem končal dirke. A si raje pa si samo odstopil? In si počakal na novo, mislim, počakal na novo tekmo? Tako, ja. Okay, to si mislim. Imamo možnost odbiti za reči 3 dirke. In te sem si rekel, ok, to odbijem. Da se brez veze forsirati nogo še posebej. Tako, še posebej koleno in ja, kaj, ja. In pol nismo operirali,
in za leto smo pa dobili opornico. Ne. In sem prišel domov in je rekel zdravnik, da sem malo dosti, da to bi mogli takoj operirati in vse. In sem rekel, ne, samo mišico dvigneš in to je to. Tako da evo ga, živi dokaz, da tudi ko rečejo najboljši zdravniki, da je dobro operirati, lahko z fizičnimi pripravami in fitnessom. Čakaj, zakaj pa nisi hotel povedati, da si strgal kito? Zakaj? Zato, ki bi te napizdili. Bolj niti ne zato, ampak bolj pol na koncu bi vedno imel nek izgovor. In vsi to, se je poškodoval, pa dobro, nobeden ne rabi vedeti, da sem poškodovan. Da te ne piti jajo, pa da ti ne dajo onega nekega občutka. Ja, vsi bodo samo varno, ne, na polno, štekam. Res se na zmago, tudi če si poškodovan, to ni važno, ne. Pač tako je, živi se enkrat, kaj pri 30 bom pa doma na kauču, lahko me bo bolelo koleno, takrat me ne bo motlo, ne? Štekam je. Ampak zdaj, dokaj si mlad, je pač treba narediti vse od sebe in izgovori ni pač brez izgovorov. Dobra mentaliteta. Tako, samo... Ok, kje pa je meja? Super, ne imeti izgovore, ampak kaj pa, če bi rad imel še nogo na stara leta, da si kaj veš? Osur imajo čep dobre železne noge, pol me niti ne bi bolela. Drugače sem videl, mislim, da Michael Jordan ful težko hodi, ki ima slaba kolena. Michael Jordan, kdo ve, da slabo hodi? Vsi vemo, kaj je vse dosegel. Ne najjačih košarkašov vseh časov, če ne najjači. Tako da... Najjači, verjetno, tako če pogledaš. Tako da pardon, tudi njega po en dan danes ne zanima za to koleno, je doživel vse na redu. Veš, ko moraš hoditi, tako šepaš in to, ne? Veš, ko ti pol... Ne moreš v hribe, recimo, ali nekje, ko si starejši, ne? Tako bom povedal, tako rečem ti. To, kot sem imel prvo ramo in sem operiral in sem tisto tekmo pustil in če ne bi tisto leto tuj svetovni prvak, moram reči, da me je bolj pekla vest to, da sem takrat vrgel puško v koruzo in sem šel stran in to. In takrat sem se naučil, sem si rekel, karkoli se zgodi, imam najjače ljudi okoli sebe, imam super ekipo, super starše podpornike, punco in treba je delati, ni izgovora. Največje, se bom dosti bo bolj bolelo, če bom vrgel puško zdaj v koruzo in ne naredil nič, ko pa da zdaj stisneš zobe in greš do konca. Samo, kaj si nesten tudi, če res stisneš do konca in potem se res poškoduješ zaprav in si uničiš celotno kariero. Ja, si lahko zavedno vržeš puško v koruzo. Ali ni tako? Ni tako, ne. Še vedno vse skupaj po pameti. Kot sem rekel, sem kakšno odstopil, ko je me kaj zapeklo. Samo kot to zapeklo, ni verjetno malo zapeklo, te je kar zapeklo. Takrat sam povem pa dan danes pa nič več, ne čutim nobenih problemov in koleno je v redu. Ne. Kako pa je bilo noga, ko si imel kito, cela mljahava verjetno? Ne, to je bilo samo tle vezi, te sprednje vezi, kateri je bil problem, da prehitro se pol stegne, da se lahko, da ga tam ne zadrži. Ne. In sej ni, da sem to delal neumno, z vsemi trenerji, kot smo dvigali fizično moč, eksplozivnost in vse, smo pol prišli do tega, da se ta mišica, ta vez sploh ni prišla v poštev, ni bila v uporabi. So vse mišice okoli dovolj zdržale. močne. Tako kot za ramo, ko smo dvigali mišično maso, pol vse to zapre. Ok. Kaj je naslednja stvar? Torej, zdaj si prišel do tle, zdaj v kakšni fazi si zdaj? Zdaj sem trenutno v fazi čilanja, ne? Veste člani, jaz sem čil. Ti si član. Zdaj imamo še en teden dopusta, zdaj sem bil doma pomagam očetu v firmi in tako, ampak pol pa nekje z 21. začnemo spet na polno trenirati, gledamo Avstralijo, da bi šli dol pol cel november, po poti domov bi se vstal v Hongkongu ena tekma, Kitajci imajo denarja, to je zadati za denarne nagrade. Ne govorimo, ne moramo primerjati z nogometom, košarko, tenisom in temam. Počasi povej, zdaj ti to malo razloži. In kaj to vi se odločite, klubsko sponzori, gremo malo trening v Avstralijo? Ne. Ali so tekme tam, ali kaj je to? Ne. Klubsko imam svoj klub, Kite Klub Koper, nakratko KKK. Kite Klub Koper, ne. To v Ameriko ne bojo njih ga sponzorirali. Ne, Kite Klub Koper, ki spodobno naše mesto.
In v tem klubu pač smo ga sami si ustvarili. Z namenom, da smo da smo prosti, da sem sam svoja gazda in da se sami pol odločamo. Oče je pol head coach, ki pove na koncu vse skupaj, sestavimo plan in gre skozi vse. Ne? In na koncu on bo predlagal, ampak jaz bom tak, ki bo pol povedal, ok, ja, to se mi zdi v redu, to ne, to tako. No? In kaj je fora Avstralije? Definitivno lepe modre plaže in vse to, ampak moj trener Ryan Polk je iz Avstralije in on ne more biti toliko v Evropi za ta čas, a dol pa imajo za našo zimo super pogoje za trenirati in ja, po mojem, ta je pravi kraj za iti. Torej časovno in tako je tam zdaj perfektno za biti. Časovno to, jaz grem, tam je pač, ko je za naše poletje ta zima in obratno, in pol, kaj ti je poletni šport, ne, in greš vedno iščeš naslednji poletje, naslednji veter. Kdaj imaš ti off-season? Off-season zdaj sem že zadnje 2 tedna, 3 ne delam nič, mislim, ne delam nič, tako. To ni off-season, to je off-tedni. Ja, tako pač je, ne. In zdaj še en teden bomo šla s punco malo po Hrvaški. In ja, tako da imam zdaj 1 mesec off in pol začnem z fizičnimi pripravami spet. Torej te v bistvu punca dobi za 1 teden, pol pa... Ja, ona pol pa greš back to the streets. Back to the streets, ja. Ne, ona je zelo pridna v rokometu in to in zdaj je dobila 1 teden fraj, tako da bova malo zbežala za en podaljšen vikend. Bom vedel, če lahko še kaj ne pripeljem domov, ne, saj gremo z mojim prevozom, tako da je bolj odvisno od mene, če bo lahko sploh prišel domov ali ne. Ampak, ja. Dobro, športni bojo te otroci vaši. Ja, morajo biti, nekaj, če bojo doma, ne bom hodil. Ampak, ja, se tudi jaz, koliko sem bil mladi in koliko je bilo tega, da mi oče prerezal kabel, razbil tipkovnico, ko sem igral igrice, da... A prav take? To sem tudi že pretiraval in to, ne, tako da ga razumem. Ok, zdaj naslednji, kaj cilj olimpijske? Naslednji cilj, definitivno olimpijske, imamo srečo, smo si priborili vozovnico za Pariz, že zdaj, mi bomo sicer v Marsejlu in imamo možnost izbirati malo tekem za naprej, ne? Tako da letošnjo evropsko bomo spustili, ki bo zdaj čez 1 teden, 2 tedna, nek takega. Sestra bo šla zdaj gor. Aha, sestra tudi, kaj ta? Sestra tudi, ja, pridna. V krvi, cela familija. Ja, ne, tako je. Oče nekaj dela in monkey see, monkey do. In ja, bomo vse podklonili temu, da bomo v najboljši formi na koncu sezone na olimpijskih igrah. Se tako kot smo bili včeraj na tekmi in sem šel do Mije, ki je izdrsnilo malo prezgodaj in sem rekel, ni važno, nobena tekma čez leto ni toliko pomembna, kot je na koncu svetovno pa olimpijske. Noben si ne bo zapomnil, kjera si bila na tej tekmi. Vsi pa bojo vedeli, si bila na svetovnem, 1., 2., 3., bravo. Mija je tvoja sestra? Ne, Mija Krampelj zdaj, ki je plezala. A ja, nisem niti. Včeraj, ki je bilo... To si ono tako random preklopili na plezanje. Nisem štekal, da ste preklopili na plezanje. Ne, tako je. Pomembno je gledati naprej in da si... Ne rabiš biti celo sezono v najboljši formi. Pomembno je, da si ti takrat tam na olimpijskih, na svetovnem, na vrhu in drugo... Ti tako si nobeden ne bo zapomnil, ne? Ja, si zbiraš bitke, ne pametno. Zbiraš bitke in vse bitke do ta najbolj pomembnejših so treningi in rezultat, kolikor toliko ni pomemben. Meni je ful bizarno gledati posebej naše športnike, tudi kot tebe, in mi ni jasno, kako si lahko toliko boljši od vseh ostalih. Pač vem, da prije talent, trening in vsema, kako si lahko take kilometre pred ostalimi. Kaj je tle, kaj je ta skrivnost? Veš, mi v Slovenci v vseh športih smo res nivo nad vsemi. In kako prije do te, če vsi športniki isto trenirajo, isto garajo, isto vse in ti si toliko nad vsemi. Kaj misliš, da je tvoja ta stvar? Po mojem, lahko malo povem za tudi naše ostale športnike, imamo to prednost, da smo tako majhni in še posebej te naši najboljši športniki slovenski smo v športih družinsko. Saj seveda oče je najcenejši in najboljši trener.
In gremo in greš dati vse od sebe, ne. Ti veš, da ni druge poti, če ne boš na vrhu in to je edini pol način, da se lahko nekako preživljaš in v tem športu pol ostaneš s tem, kar si priboriš. Ampak vidiš, bi rekel, da valjda imajo vsi športniki tako mentaliteto, ali... Ne vem, no, ne morem govoriti za ostale, jaz sem mentalitete, da talent definitivno je majhen del vsega skupaj, ampak trdo delo je dosti več kot talent in vse ostalo. In ti, če boš se zajebaval in delal in treniral toliko več kot ostali, boš pač tam, ker si zaslužiš biti. Vsak ima željo prijeti, vsak bo sanjal in si bo želel. Tudi ta drugi si bo želel, pa tudi jaz si bom želel. Na koncu bo pa tisti, ki bo največ dal v to, ampak ne le največ trdega dela, ampak največ trdega pametnega dela. Ma kaj misliš, da lahko tudi drugače uspeš, ali moraš biti tako v familiji, ki ful teh velikih uspešnih imajo res to, veš, generation in začnejo mladi in zato so pol za izvezde, ne? Ja, tako, pri nas je, če gledamo, večina športnikov so vsi po družinah in to, še posebej tašnih individualnih športov. Te skakalci, recimo, se cela familija skače prej v cirk. Tako, ja, so vsi gor in se da imajo v nedeljo gre na skakalnico. Ja. Pol na župo. Ja, oni so domači, sej. Ampak po mojem je ta ena mala prednost, da v družini in da ne delaš tole, da je nek šport in da kao pričakujejo drugi nekaj od tebe, ampak da delaš ga s srcem in Okay. se imaš lepo, ne. Zanimivo, zdaj na svetovni je bila po koncu vseh tekem, vsi jadralci ko veseli pospravljati se, kajteri še vedno še na vodo za zabavo in za treninge. Evo tega. Dej, povej malo, kako poteka tvoj dan, ali si ga kaj planiraš, kako izgleda, ko imaš res ekstremne dneve, mislim, ko moraš trenirati na polne priprave. Kako izgleda tvoj dan? Ja, definitivno ali doma v fizičnih pripravah, ali drugje so dnevi zelo različni. Kjerkoli smo po svetu in gremo pol trenirati za kajtat, gledamo seveda, koliko bo pihalo, kdaj bo pihalo in se pač moraš prilagoditi vetru. Doma pa imamo, ko treniramo zaprav, nekako zgleda, v 8 se zbudiš, nekaj pojem in to, malo na računalniku, karkoli. League of Legends, eno urco. Ne, ni dovolj časa. Ja, imaš odrezano tipkovnico. Ne. Tako, pol ob 9 začnemo z dihalnimi vajami, meditacijami, ob 10 je prvi trening do 12. Torej kaj, koliko po ure meditiraš? Dihalne vaje, prvo imaš v boju? Dihalne vaje so nekako vaje v gibanju in raztegovanju, v dihanju za povečanje pljuč, kapacitete in tako. In vse skupaj me to zjutraj bom porabil ene slabih 40 minut. Okay. Tako da pol samo se pripravim, grem na prvi trening, kjer smo večinoma skoncentrirani. Kakšne benefite vidiš pri dihalnih vajah drugače? Še se ti boljše počutiš, te zbudi, kaj vidiš pri tem? Po moj največji benefit je že, torej Aren Rapuš, z njim delamo dihalno meditacije pa te stvari. In največji bonus tega je, jaz sem bil razdivjan človek, še posebej, ko sem bil mali in to. In me je zelo pomirilo in dalo, da sem mogel, da sem lahko se začel fokusirati na res pomembne stvari in da sem nek zvok zunanji, nepomemben lahko odstranil. Se sfokusiraš. Ja, tako. Okay. Si za fokus in pa pol seveda kapaciteta pljuč in dihanje definitivno pomaga pri pri kajtanju, pri treniranju. Če imaš ti boljše dihati, če znaš pravilno dihati, boš seveda dosti več naredil. Saj je zrak, kisik je pač benzin za naše avte, za nas. Se strenjam. Tako da začeli bomo pol ob 10 prvi trening, več ali manj z ravnotežjem, eksplozivnostjo. Do 12. Kardio, ali kaj bolj tako? Ne toliko kardija, ogromno ravnotežja. Kako delaš pa ravnotežje, treniraš? Naprimer, jaz ti stojim na žogi in si s prijateljem podajam medicinko.
Ne, okej. Stojim na veliki žogi in pol medicinko 5 kg bom se Torej nabijal, stojiš na žogi, kaj oni mehki žogi ali kakšni žogi? na mehki, veliki žogi. Ja, Una kaj joga žoga. joga Na uni to, žogi ti to. stojiš Tam, gor da in si stojiš podajaš in- medicinko. Tako. Kumar. Ma ono To že je po moje za videti zanimivo. Ja, zgleda zelo zanimivo. može samo tam prid gor. Kolikrat si se usul Niti enkrat. v življenju zvonega? Ja, na začetku, niti na začetku. Ali tako Na dobro začetku težje imaš ne, iz tega foila? Začel sem samo si daš to joga žogo in samo pred zidom stojiš in pol gor. In pol sem si rekel, ajde bom stal 1 minuto, 2 minute in ne bo šel teden, 2 mimo. Pa In ajde pol, probal- kaj si stopil po 2 tednih dol šele? Prosim? Ne. To sem že takoj stal, vse enostavno. Ne, kaj. pravim, da ki si rekel, prav minuto, pol teden, 2, sem jaz še Ja. po 2. Ne, pa tako sem vedno malo stopnjeval in pol en dan sem si rekel, pa dej, ajde probam, koliko dejansko lahko stojim gor. Sem stal 1 uro gor in mi je bilo dolgo časa. In sem rekel, okay, Rabi medicinko. Rabi medicinko, pa tenis žogice podajati, pa imamo nek skate tam v fitnessu. Vse, kar vidiš, vse se mi meče, jaz lovim in to in moram paziti. Okay. To moraš dati narediti en TikTok klip, ko stojiš na medicinki in si podajaš. Stojiš na joga žogi in si podajaš medicinko. Ja, Sprav ti jo kar sploščiš, verjetno, v medicinko. Joga žogo jo kar sploščiš. niti ne, so močne. Veš, kakšno je to ravno težje? Ja, kar ja. Jaz ne morem stati niti na unem, veš, ki je tako lesena in spodaj je ono. Dobro, tudi tega imamo ogromno in to. To je to, kot je tebi konič, verjetno. Ja. Veš, ona mašina, ki je tako pol joga žoge, ki je samo na tleh. Ja, No, si to sem mislil. to sem jaz tam delal počepe za mišice. Že samo počep na unemu narediti gor dol je, frka pa je pol žoge, ta stoji na žogi in si meče žoge. Ja. Medicinka. Še težje od tega je, imam en krog in spodaj tako ena bunka, zarečejo ga. A to je težje? To je težje? Za samo stati gor oboje je zelo enostavno. No, Okay. zareč, mislim. Ja. In pol si damo ta palco za utežmi gor in pol je tako 20-30 kg in delaš počepe na tistemu še. Ok. Okay. Ampak ful tega, dejansko ni v nobeni knjigi, da bi to delal in to si jaz sam izmišljujem, ki vse ostalo z časom postaje preenostavno. Ne? Pač, ja, delaš non-stop isto. Ja, in pol vedno dodajaš stvari, pa stojiš na teh, podajaš žogice in tako, pol najrajši, zelo mi je zabavno, še samo 2 palci, pa se sabljaš in to. In ono, ne. Kaj to s kolegom, vsak prime svojo To palco? si s trenerjem, tako. Vsak prime svojo palco in se sabljate. Ja, in pol ne smeš padeti, ne, moraš držati ravnotežje. Ni zdaj, da tam zmagam, jaz ga lahko udarim taknem, ne, samo če bom padel dol, bom jaz gobo. To se je treba, ja. Si štekal palce, ne? Se. Ja, Sabljate. so trde, veš, niso one mehke. Nisem prišel še one, po mojem ona bi me bolj zafrkala, ne, tam vedo, kje se bo vstavil, ona bo šla tako, pa bo šla še Koliko ješ? Počitek, koliko jem, ma po mojem sem videl, da ne jem slabo. Koliko poješ? Mislim, kaj, povej tvoj zajtrk in povej tvoje kosilo. To imam najboljšo srečo in najlepši šport, da nisem toliko omejen, da gledam, kaj moram toliko jesti in to. In jaz jem in jem. Pač. Kaj, če bi bil lažji, bi šel hitreje? Ne. Aha, ok. Ok, tako recimo, da okoli ene, evo ti prijatelja, Prav so ste se lotili. ja, okoli ene 100 kg, 95 je po mojem tam najboljše. Ne, imamo ene, ki so tudi več, 110, 115 in so Kaj, če je v nek redu, suhec, ampak, na kaj? Ja, ga bo odneslo, kaj? Torej, kajtanje ni šport za me. Ne, za rekreacijo je v redu, če pa kdaj piha dobro, Grem jaz in kaj? Postaneš astronaut, one way ticket. Res te tako odnes, ja, ma ti ga lahko tudi notri malo ta foil stisneš, ne, da ne gre iz vode, kako to deluje? Ja, ne, to je zelo enostavno, samo ravno teže, gor dol. Ja, pomaga kile za obravnavanje vsega. Ja, obravnava sem bolj kot neka fizika, padalo tebe nazaj in to v foil, ko gre, ne, in to pol generira hitrost. Zdaj, ta lažji so pa bolj za ta big air, ne, če bi rekel, big air je res nekaj zanimivega, to je dosti bolj... To triki. Kaj je to? Ni toliko trik, je big air, je višino se skače, ne. Aha. In koliko greš visoko? Koliko si največ ti skočil? Jaz sem šel v slabih 20 metrov fiks.
Ne, to, wow, skočiš in kaj pol padaš dol? Je pol pa padalo in greš lepo počasi Jadraš. dol, ne? 20 metrov, kaj je to, stari? Na 20 metrov pa je že si. Ja, ne, to je neki, samo imamo pa, kaj je rekord, se mi zdi, da je bil zdaj nekaj časa nazaj podrt, je 34,3 ali nek tajega. Sam to si niti ne predstavljaš, kako je visoko, ko si ti to gor. Ne, ti si gor in gledaš dol in juhu, I'm gonna die. Ja, čakaj, kakšno padalo? To je ful veliko, takaj. To jadro uporabiš kot padalo. Pa ja, se je padalo. Ja, mi imamo padala, ne, pa za te visoke skalke gledajo tube, so majhne in tam ko piha 40-50 vozlov, dobiš en dober kiker je pač en val lepo, da greš in šiu. Kiker je val, kiker je val, tako vzletna steza. Tako, ja. Top. fuck. Ne, je fun. Ok, ti si kajtov? Jaz sem samo bil na enem tečaju z nekim majhnim kajtom. Boljše koniš, kaj? Ima drugače vse kajtanje, ko bi rekel, čeprav sem kajtov zelo navadno, nisem s foilom, ne? Ne, to za skakati je navadno. Samo Z navadno skakati. Ja, s foilom težko skačeš, verjetno, ne? Tudi, s foilom je, če mene vprašaš, še bolj zabavno skakati in še više greš. A ja? Sem pol, ko pristaneš dol, ga zlomiš, sem zlomil preko 20 že. Sem to je vsak jurija pa pol, če je dovolj. 2? Ja. Ne, krat 2. 3? 5? Ja. 6? Ne, tam. V glavnem ne ga zlomiti. Okoli 4 so. 4 určke, dobro, to imaš sponzorskega, verjetno. Tudi, ja. Ja, dobro. Ampak, ja, če jih tako lomiš, nisem najbolj zadovoljen. To je tako za en avto foilov. Ja, ne. Nisi povedal, kaj poješ. Zdaj povej tvoj zajtrk. Poješ na 6 jajc, 8 jajc, kaj ješ? Ne jem jajc, nisem neki. Kaj ješ za zajtrk? Ne vem, danes sem jedel nekaj zdravega, se ne vem točno kaj, ne danes širaj. Nimaš neke Ne, diete kaj- v glavnem, no. Pa ne, to pravim, pejte kajte, si ne rabiš nobene diete in to lahko, pač ok, ti bo rekel, imaš malo trebuške, ja, to je hitrost. Ne, dobro, ok, me zanima. Dosti mesa, ne? Dosti Za tiste, ki ga ne jejo, da jih nadoknadim. Da povečaš footprint. Ja. Ne, dosti mesa je za pač proteine dobro, ne? Ja, malo rajši manj kot jajca. In hidratov, in CD9, da se spijem. Tipo, Glavnem cepaš. brez dosti. Kaj pa, kakšne suplemente jemlješ, kakšne te prehranske dopolnila? Niti ne, veš, imamo ta doping teste in to in... Pa dobro, se lahko ješ tipo magnezij. Vitamini in to. Ja, magnezij, to že ja, ne, ampak polovno kaj več, kakšne proteine in to neki zdaj dobivam. Na proteine in dajo veš, da zdrave. proteine po mojem ne bi, nima veze z dopingom, pač ne bi. Veš kaj je, ne? Sem slišal, pravijo, da je naši Slovenci, ki to delajo in so mi jih tudi priporočili, pol smo prišli globoko pogovore, da na koncu vsega, ki imate v fabriki, kjer se to dela, naprimer preden so delali nekaj, kar pač je to so delali nekaj ilegalnega, ne? In to je še vedno isto in se ne ščisti vselih 100%, ne? Zareč tistih, ki rečejo in piše gor 100% doping free, jih bo na koncu še vedno 20% upadlo. A ja? Tako da Za proteinov. s proteinom vseh teh, ki so isti te, kako se rečejo? Nisi mislil ilegalnega, verjetno si mislil nekaj, kar ne more športnik uporabljati. Tako. Ja, v takem smislu, ne ja. more, ja, tako. To, kar na doping testu je pač... Ja. Mislim, kaj pa ti tle lahko doping pomaga pri kajtanju? Ki tle se mi zdi, da je ful samo na tehniki, pač ti moraš to znati. Ne, ful je tudi fizičnega. Doping je dosti v temu, da hitrejšo imaš pol ti regeneracijo in vse to, ne? Kolikor jaz vem, no, ampak... Kolega rekel. Ja, ne. In ja. Ne, sej valjda doping, verjetno je z razlogom za nekatere. Čeprav to je bolj za... Jaz to ful vidim na tašnih bolj kardio športih. Ja, Tudi, kolesari, pa to je... Ja, tam se vidi, po mojem, bolj ti prije prav, verjetno. Ne. Kaj pa kaj največ delaš, ko ne kajtaš? Očetu dosti pomagamo doma v hotelu, tam kavice, če kdo hoče dobro kavo v hotelu Vodišek, zdaj odpiramo novo hotel Kapodistrija v Kopru, vsi vabljeni. Točno, jaz sem vedel, da imaš ti to. Danes me je mene mama vprašala, koga imaste. In sem rekel, to ni Vodiška. In je rekla, tega, ki imajo hotel, sem rekel, ne, unikajter.
Zaždiral, ma vse imate. Ja, točno. Ne, to ima oče, jaz sem Ja, kajter, to, ne. no. To je bila po mojem en velik nekaj, kar mi je ful vleklo v kajt, je bilo to znariti neko ime zase, ne, da mi bo folk bo rekel, lega, ta je oni kajter. To je unik ima hotel. Ja, ne pa to, ne, to je bilo vse prej na vodišek, Ja, sina ja. od očeta, ne. Danes sem pa kajter. Zdaj pa je prišel oče do od onega- sina. Ti si oče od onega kajtera, how tables have turned. Okay. Dej, povej, za biti športnik na tašni ravni, kakšno mentaliteto moraš imeti? Ti moraš imeti mentaliteto, da vsak dan, ko greš na vodo, ko greš trenirati, ti se zabavaš. Ti, če greš tam in ti to težko pozabi, ti se moraš zabavati in v zabavi tudi delati to, ker če ni zabavno, ni zate. Tako isto, ko rečeš za službo, ne? Kje hočeš delati? Jaz bom delal tam v IT-ju, delaš tam en mesec z računalnikom, ne. Pa lahko si zelo dober v tem, ampak če ne uživaš v tem, če res nisi z one številke in to ne boš nikoli postal res neki najboljši v nečemu. Tako da po mojem še posebej, ne samo za šport, ampak za vsako stvar je res pomembno to, da ti uživaš v tem, da se zabavaš in Ja. to te bo daleč prineslo. Neki pol boš želel siti. Jaz si želim. Zdaj, vsako leto pol pa pride v njen mesec, pauze 2, da si ne grem želiš. kajtat. Kaj si ne želiš? Točno ne, A si? slušaj, si ga ne želim. Zato, ker pol naslednje leto, če ti delaš to, neki delajo 24/7, vsak dan, vsako leto, se ti zmeša. Pol ti dosadi, ne? Dosadi malo, sigurno. Ja, jaz zdaj 2 meseca ne bom kajtal, bom prišel na vodo in grem kajtat. Ne, pač to je to. In po moje to, To je to. Edino, ja, moraš imeti srečo, pa da najdeš tisto, kar te veseli. To pa lahko najdeš samo tako, da praviš čim več stvari. tako. Ja, ti si prav še kaj drugega tako v lifeu, ker si že od malega kajtal, ali si se tako zaljubil, vedel to. On sploh ni, on je pač bil rojen. Ja, ne, Zakajten. sej preden sem kajtal, Prikajtal sem že smučal, bordal. Torej vedno je bila neka deska. Ja, zdaj smo malo začeli spreminjati, smo šli izven deske, sem začel paraglidati. Torej smučka in padalo je to, ne? Ne, to je sem padalo. A, Sem padalo in se vržeš, ne s padala, ampak s hriba. to je paragliding. Veš, samo ja, jadranje. veš, ja. Vse imam imenu para, ne da greš pol na para športe. Ko Dobro. nekaj ne gre po dolem. Se mi zdi, da je to ono, ko, veš, ko imaš para, greš tam. Ne, sem že začel, so me naučili prijatelji po Franciji in to, ker ne rabiš izpita. In pa sem pametno, ja. prišel pri nas. In, Tipo so sem ga sklatili s helikopterjem sem zvedel, policijskim da dol. Cel izpit in vsa oprema stane isto kot ena kazen. Se kdo te bo ustavil v zraku, kaj ti bo mahal? Ne, no, da pridejo. Pridi dol! Ma kdo to prije preverjati? Ne, da pridejo oni veš, ki res uživajo v lifeu in res uživajo v tem, kar delajo, da so spodaj s kolesom, te gledajo, čakajo in pol pridejo tam, kjer pristanejo. Ja. Bi probal tisto, ki skočijo, veš, v onem wingsuitu. Ja, vse to je cilj pol na koncu. What? To bi rad probal. Ja, ne, jaz bi rad probal ne to, ampak imam enega majstorja iz Nizozemske in on poznal 2, ki so... Je poznal 2, ki jih ni več. Ne, enega ni več. 50%. 50-50 chance, I like it. To je on, veš, zdaj mim. So what is this that you do? 50-50. What? 50-50 die, you live. 50-50. Ne, kaj je, torej majstor je, ne vem, če poznate, ko je bila odprta Burj Khalifa, so bili eni wingsuiti in so te Arabci povabili 2 najboljše na svetu, so jim plačali 20 € na mesec vsakemu, kar zreč za Arabce ni nič, a oni v nekem športu, tako moj ni nekega preveč denarja, so šli na polno in oni so naredili wingsuit z nekim motorjem, dobesedno motor. Ja, neki se spomnim to. Ki je bila scena in ti si dobesedno, evo ga. Kot letalo si, ja. In greš, in ti si fucking Superman. Ti greš 300 na uro s tistim. Greš gor, dol, levo, da se dvigneš stal. Član, ti si letalo. Pač, To je ciljen dan. to je ciljen dan. 300 na uro, ti pa si ko Superman. Se veš, kaj ti delajo, tako usta. In to imaš čelado. Evo ga, če bi imel pa jaz za umret,
bi šel, da imam tipo 80 let in da bom moral pa, da imam raka in imam še en teden, poslovim od vseh, grem na to in grem največji storm, da me prime neka... In pol si zabiješ eno stavbo not. Kaj je v tla? Pol preživiš in si samo polomljen. Ja, ne, pa samo drita dol, ne pa. Ampak da najjači doživeti... Veš, letiš gor, dokler ne zmanjka. Ja. In pol padeš dol. Padeš dol. Si slečeš svet. Ne, sem na 300 ur ne pride, ni dovolj močno, da priješ izven orbita, rabiš kaj Mach 3 se mi zdi. Ne. To ne vem. Nemam pojma. Nismo tako pametni. To je rocket science, mi smo kajteri. Dobro, pol, ko boš zauzel morje, greš še nebo. Gremo še neba, ne. Imamo pa kar nekaj let, imamo še 5 let morja, dvojne olimpijske damo skozi, ne. In penzija. Ne, pol, kot smo rekli. Ja. Bomo videli, kako bomo nadaljevali, če bomo kaj še vedno 32 noter šlo, če ne pa bomo začeli učiti naslednje generacije, ne? Torej plan je pol prešal v trenerstvo. Ne, plan je pol sina postaviti in jaz joystick igrati. Aha, okej. Izbranca imeti. Sin na telekomando. Kaj če bo hči? Isto? Tudi, moja sestra tudi kajta. Tudi teh moje, ne? Isto torej. Se ti ne zdi to malo narobe, da mu njemu malo pustiš svobode v življenju? Ne. Ne, seveda. Se ne rabi. Kaj pa, če hoče igrati nogomet? Ja, ali pa če sploh noče biti v sportu? Lahko igra po kajtanju. Če hoče igrati... Kaj če hoče biti slikar? Je pa res okaj, kaj te Ne, če hoče biti slikar... Mu podpiraš? Lega, nima sploh odgovora pripravljenega. Ne. Vse tudi umetniki so v redu. Tudi jaz sem neki mogoče rečeno umetnik v svojem športu, ne. Ampak seveda bi si želel, da bi nadaljeval za mano, ampak karkoli ga bo veselilo, jaz ga bom spodbujal in če ne ga bom pa na cesti posebno rekel, da če bolj. Ne, šala. Dobro, Toni, hvala, da si bil z nami. Imaš ti kakšno vprašanje za nas? Za vas je kaj zdaj samo neke tlele, ste pri nas neki znani in vse to, boste šli kaj naprej, še malo izven Slovenije, malo pismo da se razširimo. In the world, Jure, speaking English. imamo kakšne plane? Ja, nek plan, vse sem ga omenil. Sej, zato je pametno zdaj vprašal, lahko bi playal along. Ja, dobro je vprašal. Ja, imamo plan. Zdaj ste prišli na moj podcast, zdaj se to ni podcast. Jaz sprašujem. To ni podcast. To ni podcast. To ni podcast. Čakaj, ti Dobro ime za podcast. To ni podcast. Zdaj, ki si prav to, me je klicala ena številka in me vprašal, čakaj, to je Toni in jaz njemu Toni. In ne vem, Toni. se pregledal, bi bilo ful zbežal, Toni. V glavnem, ja, eni plani so, no. Eni plani so, ampak zdaj enkrat ne bomo še nič povedali, dokler se malo še ne zorganiziramo, ampak ja, imamo plane za naprej, da mogoče se razširimo malo po svetu. Tako, v glavnem, zdaj pa gremo na naš najjačji del tega podcasta, vprašanja. Prej vsakim podcastu imamo na Instagramu vprašanja, da vi lahko kaj vprašaste in danes ste vprašali. V.a minute, Jure, jaz bi ti samo rad povedal, da ti samo ustraje zaljo, enkrat bo že. Sandra Novak 88, kam ste kaj peljali svoje boljše polovičke to poletje? Nismo še peljali, ampak gremo zdaj naslednji teden. Hrvaško. Sicer malo na Hrvaško, ampak tako, v mojem lifeu ni nič fiksnega, tako da lahko bomo šli tudi Švico, Nemčijo. Kamor se nam zapaš. Ko imaš denar, je tako, Jure, ti? Nimam boljše polovice. Kam si peljal sebe, kaj? Dosti sem se peljal. Ne, bil sem na Hrvaškem en teden z Barko, pol sem bil še en teden na Hrvaškem z Barko, sem bil v Madridu. Tako da fun poletje, zelo. Sem imel lepo. Ja. Ana_Antolič, malo mej spoštovanja do Rimaniča in Tima, hvala, Jure. Ne spusti ta tvoj ego. Max Pika Korošec, najljubši komad. Ljubši komad. Ne, meni je Rufus du Sol Inner Bloom. Kaj poslušajo kajteri? Kaj poslušamo kajteri, bomo povedali... Razen zvok valov in galebov. Ajde rečemo Zane Wolf Gladiator.
Ok. Se ti je zabila kdaj kakšna riba ali kaj si? Dosti krat, jaz sem zabil tudi že tjulna in pol na koncu. Ojoj. Samo pač to te pač res ustavi, Ja. ne? In Ja. sem že bil tako, in pol pogledam, da jaz to in on tam, kaj ti je to rabilo? Si sta uživ? Prosim? Si ga porezal ali kaj? Ne, to je pač, ne boš ga porezal, to so moje je ima močne. debelo, ne? Je, tudi on malo. Niso se gledali v vodi. Malo močnejši, Ste Ok. gledali, ono, fuck. Jako, _bebar, a imaš kakšen komad, da ti da motivacijo? Ja, po mojem ta. Da te nahajpa? Zen Wolf, Gladiator. Ok, Jure, kaj imaš ti kakšne komade za motivacijo? Tako, za fitness, kaj najrajše? Poslušam tebe na podcastu. Me zmotivira, da sem drugačen. Med_Schmidt, kako ste? Have a nice week. V redu. Pa lepo smo, si dobro? Evo ga. Toplo je malo, ne? Ne, perfektna temperatura. Eva Luna, kdo je najboljša soseda, ki jo bo kdaj imel? Eva Luna. Eva Luna. Najjač To se soseda. sada je valona. Miha _ stanovnik, jaz Jure, moj brat iz Vipa, Laje smo se slikali, DM za slikco, če hočeš. Tako da, fenovi. Jure Kuni, kdaj bo mulet ready? Pa se ga imam, že celo poletje. Ga boš puščal tako, še daljšega? Ne, daljšega ne. Dobro, Anže 2869, Matej, kdaj bo vroče mi je? Vroče mi je, Bo naslednje prišlo leto. drugo poletje, ker producent me je malo zafrknil. To je vse, kar je bilo vprašanje. Ja, to je to. Tako da prihaja k malu. Drill je dal nov komad notri. Ne, notri, what, joj. Ven je dal nov komad. Ga je potegnil iz interneta nazaj notri. Drill je dal ven nov komad. Jaz sem notri v komadu na koncu, tako da vsi čekni. Dobra fora na koncu, ko ste vi notri. Dobar fora. Dober dan, brand, imamo majice. Povej, Jure, kaj še imamo, vse da grem po majico. Lejte vsi. Imamo najjačega barberja na obali, Barberjana. Pejte k njemu, se striž, ki tip je res legenda in vedno te striže najboljše. Poglejte meni in Mateja. Tako da ja. Recimo ti bi Lepi. lahko šel k Barberjanu in Džira. Ja. Ja, ti ne veš, da sem za prejšnji vikend pek odprl žar in si pol zažgal faci, tako da... Ojoj. Dobro, lepše gledaš. Lasi so šli, ne, tako da... Okay. Pol imamo najboljši burger v El Toro Steakhouse v Kopru. Pejte provat in imajo Člani tudi burger. najjače meso na obali. Člani burger. Pejte jih počekirati in to je še naša majčka Dober dan. Najdete jo na spletni strani doberdan.si. Veš kaj, ker tudi če ni vse Dober dan, perfektno, je brand.si. lahko še vedno dober dan. Tudi ko si spahneš ramo, nogo in pol sebe, je lahko še vedno dober dan. Točno tako. Tako je. Tako da to je to. Toni, hvala, da si bil z nami. Vi, ki pa poslušate, like, share, subscribe, followajte Tonija, povej, kako je tvoj ad na Instagramu. Toni Vodišek. Followajte tega Bučkota in followajte člani podcast in lahko tudi mene. Lepo se imejte, se Čau, vidimo čau. naslednji teden. Amo.